Preša je lesena tesana naprava za prešanje sadja in proizvodnjo domačega mošta. Mogočno sleme z masivnim kamnom na vreteno je prišlo v splošno uporabo šele v drugi polovici 19. stoletja. Preše so bile obvezen del vsake domačije in so ponavadi stale pod napušči kašč. Opuščati so jih začeli šele konec 70. let 20. stoletja. Prvotne oblike stiskanja grozdja izhajajo iz tega, da se je z hojo po grozdnih jagodah iztisnil sok. Kasneje se je ta tekočina uskladiščila v nekoliko večjih amforah oziroma glinenih posodah. Stiskalnice, kot jih tradicionalno poznamo v našem prostoru, pa če izhajam iz zbirke, ki je na ogled v muzeju samostanu Eberbach pri Mainzu, izhajajo iz rimskega obdobja. Preše so najpogosteje stale kot pomožni objekt ob kaščah. Pogostokrat so jih lastniki zaplankali in jih tako dodatno zaščitili pred soncem in dežjem. S tem so pridobili pokrit prostor in so lahko prešali tudi ob deževnih dnevih. Lahko preberemo tudi v leksikonu zgodovine tehnike, da so se principi samega delovanja izpopolnjevali, modernizirali. Praktično je bila stiskalnica, tako kot druga orodja, od prvotnih oblik do današnjih podvržena razvoju in človeška iznajdljivost, človeška pamet sta zelo pripomogli k temu, da je postalo delo enostavnejše in bolj varno. Ena izmed dobro ohranjenih in tudi največjih preš v regiji se nahaja v mestni občini Maribor, natančneje v poslopjih župnije Malečnik. Njen izvor pa sega v 19. stoletje. Posebnost te preše je v tem, da je izredno zanimivo po izdelavi in pa ambientu. Redko kje jaz nisem videl, pa sem videl dosti preš, da bi bil taki ambient, ko je tukaj. Predvsem zaradi galerije, balkona okrog in povezave z ostalimi prostori župnišča. Po velikosti stiskalnice lahko brez dvoma sodimo tudi o zaledju, o površinah vinogradov oziroma o količini grozdja, ki jo je bilo potrebno v jesenskem času po trgatvi stisniti. Stiskalnica je izjemno dobro ohranjena in tudi izjemno dobro restavrirana. Pokazale so se letnice, ki govorijo o njeni častitljivi starosti. Starodobna stiskalnica pa je kljub svoji častitljivi starosti rekonstruirana in kot taka zanimiva za številne zunanje obiskovalce oziroma ostale, ki jih zanima, kako se je predelovalo vino v preteklosti. Od, kot sem rekel, temeljev, zidov, ker je to bilo v precej razsutem stanju, vse balkone, galerijo, pode, in pa očistili prešo kot tako, smo pa v bistvu je bila v dobrem stanju, ampak zapuščena, umazana in tako naprej. To smo počistili, jo na novo zaščitili in jo naredili oziroma obnovili do take faze, da je danes tudi lahko se preša na njej, torej je do take faze, da je preša v funkciji. Izbrati je bilo potrebno posamezne vrste lesa za posamezne sestavne sklope stiskalnic, torej za malo truda in preverjanj pa bi se dalo takšno stiskalnico zlahka usposobiti za delo in prikazati, kako je pa to delo nekoč vendarle potekalo, in tudi imamo še kar nekaj živih prič, ki so s takšnim tipom stiskalnic znali delati do praktično nedavnega. V lokalni skupnosti se nadejajo prostor stiskalnice še posodobiti, in sicer do te mere, da bi v zgornji etaži objekta bilo možno izpeljati manjše dogodke ali pa prostor nameniti za najem zaključnih družb.